Najlepša hvala. Pozdravljeni, kot me je že napovedala, sem Simona Kontarič-Zupanc. Najlepša hvala vsem, ki ste danes prišli. Torej, danes bom z vami govorila o meni zelo ljubi državi, to je Maroko. In vsebina tega predavanja bazira na moji magistrski nalogi, ki sem jo leta 2022 zagovarjala na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani. Današnje predavanje sem naslovila Maroko, voda in ljudje, saj se bomo pogovarjali o državi Maroko, o njenih vodah in o Maročanih. Voda je v življenju ljudi ena najbolj vseprisotnih substanc, zaznamuje vsak dan in ostaja tako samoumevna, da jo pogosto niti ne prepoznamo kot ključne snovi življenja. Vse dokler nismo soočeni z njenim presežkom ali njeno odsotnostjo. S presežkom pa smo se lansko leto soočali tudi v Sloveniji, kjer smo se v nekem obdobju vsi pogovarjali o vodi oziroma o poplavah. Ta dogodek pa smo povezovali in odgovore iskali v politikah, gospodarstvu, infrastrukturi, ekološki problematiki in tako dalje. Na terenu v Maroku sem se bolj kot s presežki ukvarjala s pomanjkanjem vode oziroma stanjem Mekenš al-Ma, kar dobesedno pomeni ni vode. To besedno frazo uporabljam, ker se je skozi intervjuje pokazala kot zelo pogosta besedna zveza za opis stanja voda v državi. Voda, kot jo opisujeta Orlov in Kanton po Mosu, je totalno družbeno dejstvo. Saj, kot sem že prej omenila, preplavlja in prepleta vsa področja družbenih institucij, kot so politika, gospodarstvo, infrastruktura, nenazadnje pa tudi mitologijo, etiko in moralo. Skozi preplet teh družbenih institucij pa vas bom poskušala popeljati tudi danes v današnjem predavanju. Natančneje sem se v magistrski nalogi ukvarjala z vprašanjem oskrbe z vodo, vodnih tehnologij in pa infrastruktur ter vodnih virov. Vse to pa sem poskušala obravnavati z vidika družbenih rab vode, hidrosocialne dinamike in njenih pomenov. Poleg tega pa so me zanimali tudi simbolni in duhovni pomeni vode, saj so se med raziskavo pokazali pomembni pri razlaganju vodnih stanj v družbi. Na prvi pogled se zdijo ta raziskovalna vprašanja precej različna, a so med seboj tesno prepletena in sem jih nekako poskušala povezati v etnografsko študijo, ki sem jo sprva zasnovala v obliki magistrske naloge. V letošnjem letu pa je izšla tudi v obliki monografije, ki je izšla pri Slovenskem etnološkem društvu, za kar se jim seveda najlepše zahvaljujem. Če se odpravimo na sam začetek, so se pravzaprav priprave na etnografski teren začele že leta 2019, ko sem se v okviru Erasmus izmenjave za 6 mesecev odpravila v mesto Fez. Tam sem na Univerzi Sidi Mohamed Ben Abdullah študirala na oddelku za kulturne študije in študije spola. Že tedaj so mojo pozornost pritegnile na eni strani težave s pomanjkanjem vode, na drugi strani pa različne tradicionalne tehnologije za prenos in zbiranje vode. In vsled ekološkim težavam, s katerimi se soočamo kot sodobna družba, sem se odločila, da začnem preučevati, kakšen pomen ima voda za maroško prebivalstvo in kako so skupnosti organizirane pri uporabi tradicionalnih tehnologij, povezanih z vodo, in kako so se te skozi čas tudi spremenile. Tako sem se leta 2021 vrnila v Maroko in izvedla 6-mesečno etnografsko raziskavo v provinciji Al-Hawejs, natančneje v vasi Ašbaru. To lahko vidite tamle na zemljevidu, je posnetek zaslona, približno kje se nahajamo. In zakaj sem se odločila prav za to vas? Razlog je, zakaj sem se odločila prav za vas Ašbaru, je, da je tam v bistvu še eno redkih območij, kjer ljudje uporabljajo ta tradicionalen sistem za prenos vode, poimenovan hotara. To je torej sistem za prenos podzemne vode na površje, ki deluje na način gravitacije. Sedaj pa bom vam za lažjo predstavo pokazala en krajši posnetek oziroma etnografski filmček, ki je prav tako nastal v času etnografskega raziskovanja.
in vam bo na ta način boste lahko lažje videli, kaj pravzaprav Hotara pomeni. In Imeder, we have 7 villages, and we have in total like 6 Khotara, 6 traditional systems of irrigation. And each village has its story, because the villages were not created in the same period, at the same period in the past. For example, my village, Anunism, was created on after 1951, and after that year, our parents, our ancestors began to create and to build the Khotara of Anunism. It's like about 3 or 4 kilometers since the source, the underground source, till the farms. And also we have 3 Khotaras in the center of Imeder. The Khotara are depending how long it's depend the area, because for example in Imeder we have a system of oasis life. So the oasis is like you find the Khotara just beside the river. It's the same in my village, the same thing in the other villages of Imeder. Every time you find the Khotara, it's beside a river. Yeah, the Khotara, the source of the Khotara is underground, so, and the canal where the underground water pass is underground, but we have some opening wells along the Khotara, permitting and to air to open and push water along these 3 or 4 kilometers to arrive to the farms. During the winter is important for the Tako, in potem v bistvu vodo pripeljejo vse do oaz, kjer jo potem kmetje uporabijo za namakanje svojih polj. Zdaj tukaj v tem posnetku recimo to jutro so namakali polja oljk in mandljev. Heritage. So, and behind this Khotara, it's not just a question of availability of water or not, but also is its creation and the system. The systems behind this Khotara is too important, because to use the Khotara by the tribe, by families inside the villages, we should to respect some rules linked to the Khotara. So that's why we have Amghar, is the boss, is the man responsible of organizing time and controlling the process and the use of this Khotara, the water in the Khotara, by all the families in just to respect justice and between families and peasants, So, and behind the system also there are some sanctions. For example, if penalties, if someone don't respect the rules of using the Khotara, so the boss or Amghar will call it or tell the
the whole community about all these infractions, so that the person must pay an amount of money or work for a while in managing or repairing a part of the Hotara as a penalty. Dobro, to je v bistvu zgolj, ne bom kazala celega posnetka, zgolj v bistvu za lažjo predstavo, kako Hotara deluje in kaj pravzaprav to je. Zdaj, pri iskanju primerne vasi oziroma družine, pri kateri sem živela, mi je pomagala lokalna organizacija High Atlas Foundation, ki je z vaščani vasi Ašbaru v preteklosti že sodelovala, zlasti pri opismenjevanju žensk in pa tudi na področju izobraževanja v kmetijstvu in pogozdovanju. To je bilo v bistvu zame, kakor tudi za lokalno skupnost, izjemno praktično in pomembno, predvsem pri vzpostavljanju zaupanja. Raziskavo sem v metodološkem smislu opravljala zelo klasično. To pomeni, da sem torej živela v vasi pri eni izmed družin in bila udeležena pri njihovem vsakdanu. To pomeni, da sem dejansko poskušala početi enake stvari, kot jih počnejo domačini, in jih opazovala pri njihovih vsakodnevnih praksah, tako povezanih z vodo kot tudi ne. Največkrat pa sem jih opazovala pri namakanju svojih polj, kakor tudi pri uporabi vode v gospodinjstvu. Sicer pa sem v raziskavo vključila tudi polstrukturirane intervjuje, opravila sem tudi del popisa prebivalstva v vasi in pa seveda proučevanje relevantnih besedil. Kot vidite lahko na teh 4 fotografijah, pa ima Maroko tudi izjemno raznoliko pokrajino. V Maroku je Sahara, torej puščava, na zahodu države se razprostira Atlantski ocean, v sredini, tem severnem delu, pa je tudi gorovje Atlas, kjer so gore visoke tudi čez 4000 metrov. Poleg geografske raznolikosti pa je Maroko znan tudi po kulturni in jezikovni raznolikosti. Uradni jeziki v Maroku so arabščina, amazirščina in francoščina. To lahko tudi vidite tule na tej tabli prvi. Zdaj amazirščina, to je tale v sredinski vrstici. To je staroselski jezik in ta je bil prepoznan kot uraden jezik šele pred kratkim. Je pa amazirščina tudi razdeljena še na podkategorije, torej amazirščina se razdeli še na podjezike, kot je recimo tle v srednjem delu Tešlehit, ali pa v severnem delu Maroka Tarifit in tako dalje. Zdaj, govorni jezik pa je Dariža. To je v bistvu pogovorni jezik, ki ni napisan. Ta se nekako uporablja samo v komunikaciji med ljudmi in je neke vrste mešanica vseh 3 uradnih jezikov, pa tudi še nekaj španščine, kar zopet ponazarja na še en delček zgodovine. Zanimivost mogoče je tudi ta, da v severnem delu Maroka sta še 2 španski enklavi. Torej to pomeni, da tudi na ozemlju oziroma kontinentu Afrika sta 2 majhni mesti, evropski, ki pa sta seveda strateško pomembni zaradi pristanišča. Sicer se danes nočemo osredotočati na te kulturne raznolikosti, pa na zelo zanimivo zgodovino. Čeprav bi bila to zelo zanimiva tema, se bom osredotočila res na vas Ašbaru in na tamkajšnje prebivalce, ki pa so Amaziri, torej staroselsko prebivalstvo. Zdaj mogoče vam je to tudi znano bolj pod imenom Berberi. To je v bistvu nekako ta termin oziroma oznaka, kako so Francozi klicali Maročane oziroma Amazirje, vendar pa je danes to poimenovanje politično nekorektno in govorimo o Amazirjih. Vendar pa tudi na tem območju, zaradi bližine mesta Marakeš, vedno več ljudi govori Darižo, zlasti mlajši.
Poleg bližine mesta pa na to vpliva seveda tudi internet, televizija in vse ostale stvari, ki pač nekako poganjajo ta globalizem. Tako da v bistvu mlajše generacije vedno bolj uporabljajo darižo. Zdaj tukajle še mogoče čisto nekaj osnovnih simbolov te države. Tamle je maroška zastava. Maroko je muslimanska država, tudi kraljevina. Tule imamo kralja, valuta pa je dirham. Če tako na hitro pretvorimo, 1 evro je 10 dirhamov. Zdaj, Maroko se sooča z zmanjšanjem števila padavin. Vedno so krajša ta deževna obdobja, na drugi strani pa je tudi vedno večje število prebivalcev, ki pač to vodo uporablja. Velik porabnik vode je tudi kmetijstvo, ki pa je v veliki meri tudi izvozno, tudi pač v Evropo. Odsotnost vode vpliva tudi na spreminjanje lokalnih ekonomij, ki v ruralnem Maroku vedno hitreje izginjajo. Kmetje se zaradi zmanjšanja padavin vse pogosteje odpovedujejo kmetovanju in si iščejo službe v večjih mestih ali vaseh v bližini, kar ljudi nekako spodbuja k urbanizaciji in opuščanju kmetovanja. Tako je v bistvu odsotnost vode preoblikovala samozadostne kmete v kmete, ki proizvajajo le nek manjši produkt za osebno rabo. Razloge za zmanjšan količin namakalne in pitne vode pa nekateri domačini vidijo tudi v neposlušnosti do Boga, skozi ta nek moralni vidik, ki je utemeljen na podlagi islama, torej vere. In zdaj bi vam želela prebrati en krajši odlomek iz pogovora, ki sem ga imela s sogovornico na terenu. Torej, sogovornica odgovarja: ja, imamo veliko dežja, vendar samo letos. Pred tem smo imeli 4 leta čisto malo vode, kar je veliko žensk molilo k Bogu. Tudi jaz sem molila. V preteklosti, ko je bila moja mama še mlada, so ženske nosile šal in žalabo. Žalaba je tradicionalna maroška obleka. Včasih so imele odkrite samo oči in dlani. Sedaj pa se je to spremenilo. V preteklosti je bilo tako tudi več dežja kot danes. Danes pa ženske nosijo džins, kratke hlače in podobno. Letošnje leto je več dežja, ker smo se ženske začeli oblačiti primerno in ker smo molili tako moški kot ženske in otroci. In potem jo jaz vprašam: misliš, da so še kakšni drugi razlogi za to, da ni toliko dežja? In sogovornica odgovori: obleka. To, kar sem ti že rekla, to vpliva na dež. Torej, besede sogovornice ponazarjajo, da pomanjkanje oziroma upad količine vode sogovornica doživlja kot odraz nemoralnega vedenja, ki se na primer kaže v neprimernem oblačenju ali šibki veri v Boga. Nasprotno pa je v javnem maroškem diskurzu voda politična snov, katere upad je pokazatelj slabega upravljanja z njo s strani države ali lokalnih uprav. Zdaj, številne sodobne antropološke raziskave vode nam razkrivajo, da ne gre pri vodi več samo za naravno snov, ampak da ima pomembno vlogo tudi v naši kulturi, politiki in družbi na splošno. Kar smo ugotovili že tudi na začetku tega predavanja na primeru Slovenije. Antropologi tako poskušamo preseči to tradicionalno razmišljanje o vodi kot nečem ločenem od človeškega sveta in namesto tega raziskujemo, kako se voda vključuje v naše okolje, ki ga zaznamujejo ekološke težave, suša, rast prebivalstva ter potreba po kmetijstvu ter potreba vode v kmetijstvu in industriji. Poleg tega pa se voda vse bolj vključuje tudi v političen kontekst, saj postaja predmet boja pravic in dostopa do vode. Razprave o namakanju in distribuciji moči kažejo, kako je voda povezana tudi z družbenimi hierarhijami ter okoljskimi in podnebnimi razmerami. Sodobne antropološke študije so za vodo še posebej zanimajo
saj se osredotočajo na to angažirano držo in si prizadevajo za pravičnost v povezavi z vodo. Raziskovalci se tako pogosto pridružujejo lokalnim skupnostim, da bi razumeli njihove težave in pomagali pri boju z nepravičnostjo. V zadnjih letih pa so se povečale tudi raziskave občutljivosti za čutne in utelešene oblike znanja, ki sestavljajo te lokalne svetove. Raziskovalci, kot je recimo Veronika Strang, nas spodbujajo k razmišljanju o vodi kot osnovi, ki jo delimo z drugimi ljudmi in neljudmi, ter ki je pomembna za naše medsebojno razmerje. Zdaj, hotare, vodnjaki, zasebne črpalke, to, kar vidite tukaj tudi na fotografiji, skupaj še s cevmi in drugimi tehnologijami za dovajanje vode predstavljajo ta materialni vidik vode v vasi. Sama etnografija pa je pokazala, da lastništvo in pravica do dostopa do vode preko podzemnih vodnih virov, kot so hotare, pomembno vplivajo tudi na hierarhijo v vasi. Na primer, lastništvo hotare je omejeno v primeru vasi Ašbaru na 10 patrilinij, kar daje določenim patrilinijam moč nad vodo in njeno vrednotenje. To pomeni, da se voda tudi deduje. Praviloma podeduje najstarejši sin, izjemoma tudi najstarejša sinova, torej prva dva. V drugih vaseh pa je mogoče ta ureditev drugačna. Ni nujno, da je povezana s sorodstvom, ampak v primeru vasi Ašbaru je dostop do vode iz hotare vezana na sorodstvo. Zdaj, novejše tehnologije, kot so zasebni vodnjaki, lahko vplivajo na tradicionalne prakse, kot so hotare. Na primer, to vidite tole zasebno črpalko tule na tej fotografiji spodaj. Na primer, te so veliko bolj učinkovitejše in v krajšem času izčrpajo večjo količino vode, kar pa lahko tudi vpliva na stanje podtalnice in posledično zmanjšanje dovajanja vode preko sistema hotare. In poleg tega pa tudi lahko administracija in pa razvojni projekti vplivajo na hotare, ker jih vidijo kot recimo manj ekonomične in jih nadomeščajo z zasebnimi vodnjaki, kar pa lahko ponovno vpliva na neke odnose moči v vasi. Poleg tega pa tradicionalne prakse, kot je delitev vode iz segije, torej to je v bistvu preko deževnice, na mazirskih zborovanjih poudarja bolj to egalitarno prakso dostopa do vode v vasi, saj imajo preko tega sistema vsi vaščani dostop do vode. Vaški vodovod pa preko šatojev oskrbuje gospodinjstva s pitno vodo in omogoča nove možnosti uveljavljanja moči posameznikov. Različne oblike infrastrukture torej vplivajo na možnosti dostopa do vode in na družbene oblike odnose v vasi. To vključuje torej tradicionalne patrilinearne sisteme, skupnostne prakse, individualno lastništvo ter nevladne intervencije. Zdaj, na prvi pogled se zdi, da je voda pomembna le za kmetovanje, vendar pa ima v resnici veliko širši pomen. V islamu je recimo voda nepogrešljiv element, ki se ji pripisuje to očiščevalno vlogo. Vernike približa k najčistejšemu, svetemu stanju, ki jih poveže z Bogom. Voda predstavlja tudi pomemben element pred molitvijo in pred svetim dnevom Al-Džumua, to je petek. Prav tako molitev narekuje poseben ritual čiščenja telesa v islamu. Pomemben pa je tudi pomen iskanja podzemnih voda, ker to območje je v polovico leta sušno. To pomeni, da se prebivalci soočajo z pomanjkanjem in iskanje voda so vsaj v preteklosti velikokrat pripisovali svetnikom in njihovim nadnaravnim sposobnostim. To je v bistvu tudi nekaj zelo podobnega, kar se recimo dogaja v našem kulturnem kontekstu, ko se svetnikom pripisuje neke posebne sposobnosti. Zdaj, te svetniki, ali kakor jih domačini poimenuje saleh, to je bolj povezano v bistvu s sufijsko vejo islama in ga ta uradni islam, ki je v Maroku, nekako ne odobrava, temveč ga vidi kot umetniško prakso. Danes pa imajo obiski svetišč in izvirskih voda za ljudi predvsem zdravilno in pa očiščevalno vlogo.
Kljub temu, da prebivalci zanikajo prisotnost duhov, džinov in pa zlih duhovov, kar je ponovno spet povezano s tem, da uradni islam tega ne prepoznava, vseeno nekako oblikujejo vsakdanje življenje prebivalcev. Vplivi duhov se prepletajo s praksami in načini življenja vaščanov, pri čemer je voda pomemben element, povezan tako z izvirsko vodo, kot tudi z vodo, ki se uporablja v hamamih ali v drugih oblikah čiščenja. Zakaj voda? Zato, ker v bistvu zlasti džini lahko v telo vstopajo prav preko teh vlažnih ali mokrih delov telesa, zato se je še posebej potrebno zaščititi recimo pri obisku stranišča, pri kopeli ali mokrih delih telesa. Ločimo lahko vodo, ki jo uporabljamo v hišah, do tiste, ki jo uporabljamo na poljih. Ti dve rabi pa se ujemata tudi z delitvijo prostora na moški in pa ženski prostor. Torej, ta zasebni oziroma gospodinjska voda je bolj vezana na ženski prostor, medtem ko poraba vode v zunanjem prostoru oziroma kmetijstvu je vezana na moški prostor. Zdaj, zanimiva praksa je tudi recimo hamam, ki nam je mogoče v našem kulturnem kontekstu bolj poznan kot ta turistični obisk, kot neke vrste spa, pa je v bistvu sam hamam prostor za umivanje oziroma lahko tudi izraz, ki označuje samo prakso umivanja. Zdaj, v mestih so to javni hamami, torej javne nekako kopalnice, kjer se ljudje torej srečujejo, očistijo, medtem ko na vasi so hamami bolj vezani na zasebne prostore, saj ima skoraj vsako gospodinjstvo svoj hamam. Teden običajno narekuje četrtkov hamam, predvsem v kontekstu moje raziskave Ashbaurja, saj je to dan, ko po mestu zagorijo ognjišča in se ljudje odpravijo na to čiščenje. Za družino je lahko tudi celodnevni dogodek, zlasti recimo za družine z več otroki. Hamam in pa dogajanje v hamamu je bilo pogosto plod orientalističnih predstav, ki največkrat povezujemo z golimi ženskimi telesi. Jaz sicer nimam nobene lastne fotografije iz hamama, vse te tri so iz spleta. Zanimivo mi je bilo, seveda nisem našla nobene fotografije ženskega prostora, mislim dela, kjer so ženske v hamamu. Ampak si predstavljam, da je podobno tudi v moškem, torej običajno so torej res vsi goli, na tej fotografiji imajo pač brisače, verjetno zaradi same fotografije. Medtem kot rečeno v Ashbaurju, boste videli na naslednji fotografiji, pa so hamami takole v bistvu ta izbočen del, to je ta kopalnica, torej taki majhni prostori, ki je običajno vezan na družino, na gospodinjstvo. In ja, kakor sem prej omenila, ta orientalistična predstava, antropologi poskušajo izpostavljati, da ravno te orientalistične predstave ne upoštevajo osnovnega pomena hamama, ki se nanaša na moč vode in na njeno očiščenje. Torej, hamam nima le funkcije čiščenja umazanije s telesa, pomembna je tudi pri duhovnem čiščenju in ravno zato je umeščen ravno dan pred najsvetejšim dnem v tednu, torej pred petkom, pred Al-Džumuo. Javni hamami so sploh v preteklosti igrali tudi pomembno vlogo socialnega prostora, saj je bil to mogoče eden redkih prostorov, kjer so se ženske lahko družile. Danes se je to seveda nekoliko spremenilo. Čistoča v kontekstu hamama prihaja torej iz notranjosti navzven in ni toliko povezana s količino vode, temveč z vodo, ki prodre v telo, ga navlaži, razmehča in očisti. Pri hamamu je tudi pomembna preobrazba, ki jo dosežemo s tem, da prenašamo vročino, drgnemo in krtačimo telo, se znojimo in podobno. Zato je bilo recimo tudi zanimivo opazovati, ko so recimo ženske med seboj tekmovale, katera je dlje časa zdržala v hamamu, in je bilo nekako tudi zaželeno, da od te vročine in napora omedliš, saj se s tem na ta način lahko recimo približaš temu najčistejšemu. Zdaj, raziskave stanja pomanjkanja vode in vzroki zanj ter širitve sušnih območij so
domena tako naravoslovnih, kakor tudi družboslovnih in humanističnih ved. Ravno antropološki pristop pa lahko osvetli ključne vidike prepleta vode, njenih virov in poti z družbenim delovanjem in organizacijo, ter s tem prispeva k poglobljenemu razumevanju problema polaščanja, onesnaževanja, zmanjšanja ali celo kratenja pravic in dostopa do vode. To bi bilo to. Zelo bi bila vesela, če imate kakšno vprašanje ali komentar na predstavitev.